Pozdravljeni, malo gneče je tokrat, ali pa če rečem letos na odru, ampak vendarle prav lepo je videti, ne, velike in male skoraj skupaj. No, še enkrat pozdravljeni po tele zdravljici, Martinovi zdravljici, svetega Martina. Se seveda zahvaljujemo pevskemu zboru Šmartno, vsem skupaj izrekam dobrodošlico na osrednji prireditvi Martinovih dni, ki jih družno po že dolgoletni tradiciji, naslednje leto bo 20 let, organizirajo vaške skupnosti. In sicer 3 vaške skupnosti, sosednje in vedno pripravljene na sodelovanje. Torej vaška skupnost Šmartno, Turiška vas in Legen. Martinovo je poseben jesenski praznik, ki v ljudskem izročilu slavi dobro letino in pa seveda mošt se spremeni v vino. Naj si bo suho ali deževno poletje, vino na Martinovo dobi svoj okus, posebno aromo in pa vonj po druženju ljudi ob mizi ali na različnih praznovanjih, predvsem po zimi, ko imamo vsi skupaj več časa. Današnja slovesnost z vsemi prireditvami skozi teden v njegovo čast in čast zavetnika Šmartna prinaša tudi posebno noto hvaležnosti tistim, ki se skozi leta trudijo narediti kaj dobrega v prostovoljstvu, ustvarjanju, novostih kraja. Zato bomo ob koncu kulturnega programa nocoj podelili tudi priznanja tistim, ki so jih organizatorji Martinovih dni v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec izbrali letos. Najprej pa, tako so me prosili moški pevskega zbora, da se jim zelo mudi in besedo bomo dali mladim, potem pa takoj za njimi spet velikim možem. No, pravijo, da mladost pomeni zagon, pa akcijo in vero v prihodnost. In te seveda nikoli ne zmanjka tistim, ki z drobcenimi koraki obiskujejo vrtec, kjer ustvarjajo, spoznavajo, se učijo, preizkušajo, pridobijo prijatelje. In hkrati upajo, da se neko jutro zbudijo v družbi pravljičnih junakov, z medvedki pa princesami, skratka tam, kjer je še vedno upanje na sanje. In seveda različna otroška doživetja. Da bi le ostalo dolgo tako, nocoj se nam bo torej predstavil vrtec Šmartno in otroci nam bodo pokazali, kaj znajo. Skočila je
Jaz grem prijatelja klicati, da greva skupaj k ljubici, da greva skupaj k ljubici, tja pod njena okrece, da greva skupaj k ljubici, tja pod njena okrence. Ko pa vrklanca prideva, zaviskava, zapojeva, zaviskava, zapojeva, da vsak svojo zbudiva. Zaviskava, zapojeva, da vsak svojo zbudiva. Tako, zdaj se seveda zahvaljujem za nastop moškemu pevskemu zboru Šmartno, ki odhaja po naslednjih glasbenih obveznostih. Prav je seveda, da nas tudi ob letošnjih 19. Martinovih dnevih na tej osrednji prireditvi pozdravi predsednik vaške skupnosti. Letos je to gospod Anton Sedar. Pozdravljeni in dobrodošli. Dober večer vsem. Leto je hitro naokoli in ponovno praznujemo pod okriljem svetega Martina. To je priložnost za druženje vaških skupnosti in praznik, ki turobno jesen obogati s športnimi, kulturnimi in družabnimi prireditvami, ki jih pripravljamo Turiška vas, na Legnu in v Šmartnem. Tokrat vas v vlogi predsednika vaške skupnosti Šmartno pozdravljam prvič z upanjem, da bo naše prihodnje sodelovanje obrodilo dobre sadove, da bomo skozi novo obdobje združevali moči in skrbeli za prijetno vzdušje naših krajev. Poseben pozdrav na nocojšnji osrednji prireditvi namenjam tudi povabljenim gostom, županu mestne občine Slovenj Gradec Andreju Času, svetnikom mestne občine, predsednikoma sosednjih vaških skupnosti Albertu Kotniku in Albertu Konečniku, članom vaških in četrtnih skupnosti, predsednikom društev in župniku Francu Linasiju. V imenu vseh čestitam tudi dobitnikom nocojšnjih priznanj in se zahvaljujem vsem, ki oblikujejo kulturni program. Še jutri in v nedeljo pa vas vse zbrane vabim k obisku prireditev Martinovih dni in vam želim prijetno počutje v nadaljevanju večera, ter vas v programu vabim, da ostanete na skromni pogostitvi in v skupnem druženju. Povedal bi še pa to, jutri ob 9:30 se sadijo drevesa. V takšnem številu, ko smo danes, bi bilo lepo tudi, da bi se jutri udeležili teh posaditev dreves. Pa Martinovi tržnici potem, Odbojkarsko je še nedeljo, pa tako ali tako vsi na Martinovo juho. Hvala.
No, morda niste vedeli, da je osnovna šola Šmartno res prava eko šola, ki ima med pomembnejšimi dosežki tudi tole. Namreč pred 3 leti je z rok evropskega komisarja Oettingerja celo dobila nagrado v evropskem projektu v kategoriji za najboljšo kampanjo za osveščanje o energetski učinkovitosti. Šmarški osnovnošolci so žirijo prepričali predvsem z vodilno pesmijo kampanje z ekorepom, ki pravi nekako takole: ni čarobne palce, da v naravi red vzpostavi. Zmigaj se in migaj v tej eko predstavi. Električne naprave na off, vse. Mi smo oktet za rešiti svet. Vsi skrbimo, da ugašamo luči, da se energija ne zapravlja kar 3 dni. Zato držite se tega v hladnih večerih, ki prihajajo. Bodite tudi vi malo bolj eko in se morda v kakšni svečki ali petrolejki, tako kot v starih časih, družite s svojimi družinskimi člani in prijatelji in uživajte prijeten eko zimski večer, recimo temu tako. No, zdaj se nam bo predstavila osnovna šola Šmartno, plesno točko so nam pripravili, pa bomo videli, kaj imajo za nas. Torej, osnovna šola Šmartno. Shine a light in every corner of our hearts. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Love shine a light in every corner of my dream. Let the love light carry, let the love light carry. Let the mighty river flowing from the stream. Let our love shine a light in every corner of my dreams. And we're all gonna shine a light together. All gonna shine a light the way. Brothers and sisters on every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Love shine a light in every corner of my dream. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every boy and girl. Let our love shine a light in every corner of the world. And we're all gonna shine a light together. All gonna shine a light the way. Brothers and sisters on every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart. And we're all gonna shine a light together. Oh, gonna shine a light the way. Brothers and sisters on every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Shine a light in every corner of our hearts. Tako, razmigale so nas tele osnovnošolke. No, moram povedati, da je bila Zoja Simetinger solistka. Dajte ji še en aplavz. Prepričana sem, da boste rade volje podarili aplavz tudi našemu naslednjemu govorcu.
in sicer županu mestne občine Slovenj Gradec, ki nam bo, jaz upam, kaj spodbudnega povedal. Prosim, gospod Andrej Čas. Dober večer, dragi sokrajani. Prazniki že od pradavnine spremljajo človeka. Verjetno si jih nismo zato omislili, da bi se samo spočili, ampak tudi zato, ker čutimo potrebo po druženju, po zabavi, po tem, da se spoznavamo in na tak način utrjujemo svojo skupnost. Enako je verjetno z praznikom svetega Martina, z Martinovimi dnevi, našim krajevnim praznikom, praznikom treh skupnosti vaških. Sicer se Martinovi dnevi ali pa Martin praznuje pri nas sicer nekoliko drugačno vsebino v tistih krajih, kjer se v tem času voda v vino spreminja, ampak naš praznik, naši dnevi imajo malo drugačno vsebino in če sodimo po tem, kako lepo so se ti prazniki prijeli med ljudmi, kako so te prireditve, ki jih je veliko od Turiške vasi preko Legna do Šmartna v teh dneh, kako so lepo obiskani, potem lahko rečemo, da je bila odločitev pred skoraj 20 leti, da naj bo ta Martin, naš krajevni praznik, pravilna. Danes je Šmartno lep, urejen kraj, drugo največje naselje v občini in enako velja tudi za druge kraje, Turiško vas, Legen, Tomaška vas, Mislinjska Dobrava, Golava Buka in tako dalje, za vse te zaselke. Seveda si želimo, da bi bil razvoj še hitrejši, da bi imeli še več. Ampak, ko govorimo o razvoju, verjetno ne mislimo tako ozko, ne mislimo samo na tiste materialne stvari, ampak pri tem ocenjujemo tudi, kako poteka tudi drugo življenje v krajih, v naši skupnosti. In potem lahko rečemo, da so naši kraji bogati, da pravzaprav imamo zelo razvit kraj po tem, kaj se v kraju dogaja, koliko je teh društev, aktivnosti, od športa, kulture do verskih aktivnosti. Resnično. In da je temu tako, je verjetno krivo ravno to, da imamo veliko dobrih posameznikov, tistih, ki so organizatorji, ki znajo vse to peljati. Od tistih, ki delajo v svetu vaške skupnosti, predsedniki, člani, pa do drugih, ki delajo v drugih društvih. Ker se ponovadi v praznikih tem ljudem posebej zahvalimo, jim damo nagrade, tudi nocoj bomo podelili nagrade, mi dovolite, da se zdaj iskreno zahvalim vsem tistim, ki ste počastili v tem letu spet nov pečat in vam zaželim, da delate naprej še tako uspešno. Iskrena hvala tudi vsem drugim, ki ste aktivni v naših vaških skupnosti in seveda ob tej priliki iskrene čestitke vam, spoštovani sokrajani, za vaš praznik in seveda veliko dobrega druženja še danes, jutri in do vrhunca, ki bo pod šotorom v nedeljo ob Kisli juhi. Hvala lepa. Hvala županu. No, že je izrazil čestitke vsem tistim, ki letos prejmejo oziroma prejmete priznanja. Zato bom zdaj prosila predsednike vaških skupnosti Šmartno, Legen in Turiška vas, da se mi pridružijo na odru, torej gospod Anton Sedar ter Albert Konečnik in Albert Kotnik, da bodo podelili priznanja seveda izbrancem, nagrajencem, tistim, ki so nekaj vidnega storili, nekaj vidnega počnejo in morda bodo še veliko storili za svoj kraj. Začeli bomo v Turiški vasi, kajti takole so razdeljena letos priznanja 1, 2, 3. In tako bomo šli tudi po vrsti. Eno priznanje so podelili v Turiški vasi, torej gospod Albert Kotnik ga bo podelil Andreju Bricmanu. Nagrajence seveda prosim, da potem ne odhajajo, da ostanejo še na odru za kakšno skupinsko fotografijo za arhiv in spomin. Mi pa poglejmo, kaj gospod Andrej Bricman počne in pravzaprav kdo je. Gospod Andrej Bricman je rojen leta 1971 in se je v življenje vaške skupnosti vključil že v otroških letih, ko je kot pionir vstopil v gasilske vrste.
Vsa leta delovanja v gasilstvu je uspešno pridobival znanja potrebna za pomoč sočloveku pri najrazličnejših naravnih in drugih nesrečah. Kot član prostovoljnega gasilskega društva Toriška vas je s svojim prostovoljnim delom pomagal pri izgradnji gasilskega doma in pri pridobivanju prepotrebne gasilske opreme. Svojim delom je tako prispeval k izgradnji doma, ki je namenjen ne samo potrebam gasilskega društva, temveč tudi druženju krajanov, ki v teh težkih časih vedno bolj potrebujejo skupinska druženja in razvedrilo. Je tudi član Koroškega navtičnega društva in v svojem prostem času zelo rad zajadra po morju. S pozitivno energijo, ki jo ima, se je vedno trudil za urejenost kraja in za dobre sosedske odnose. Ljudje ga cenijo, spoštujejo, saj njegove predloge in mnenja menda tudi skoraj vedno upoštevajo. Letošnje leto je bil predlagan tudi za člana vaške skupnosti in ravno zaradi svoje prepoznavnosti ter seveda zato, ker je dober krajan, je bil na to mesto tudi izvoljen. Iskrene čestitke o priznanju. S priznanji se selimo na Legen. 2 bomo torej letos podelili oziroma izročili. Gospod Albert Konečnik jih bo izročil najprej gospodu Janezu Bricmanu. Gospod Janez Bricman je rojen leta 1971 in je po poklicu strojni tehnik. Ker po končanem šolanju ni bilo ustrezne zaposlitve, je začel razmišljati o samostojni poti. Ker so imeli doma na kmetiji že dolga leta žago za razrez hlodovine, je imel na tem področju precej izkušenj. Delo z žago in lesom ga je vedno veselilo in prepričan je bil, da bi lahko bil uspešen tudi kot samostojni podjetnik. Uradno je svojo dejavnost registriral spomladi leta 2000. Kmalu se je izkazalo, da je razrez hlodovine in predelava v les za gradbeništvo ter mizarski les tržno zanimivo in iskano področje. Z leti je svojo dejavnost precej razširil in redno zaposloval nove delavce, tako da je zdaj v podjetju skupaj zaposlenih 8 ljudi, kar je v današnjih zaostrenih gospodarskih razmerah kar lepa številka. Sčasoma je širil tržišče, tako da je ob slovenskem pogosto prisoten tudi na tujem, na avstrijskem ter hrvaškem področju. Gospod Janez je član domačih društev, prostovoljnega gasilskega, Legen ter lovske družine Golava Buka. Poleg aktivnega dela v obeh organizacijah rad priskoči na pomoč tudi vsem drugim društvom in organizacijam v kraju in širše v obliki raznih donatorskih sredstev. Za uspešno pot samostojnega podjetnika ter za nesebično pomoč društvom in organizacijam mu svet vaške skupnosti Legen torej podeljuje priznanje. Iskrene čestitke. Tako, naslednje priznanje gre pa v roke Radia Laser. Preden se gospa Maja pridruži na odru, bom jaz kar povedala, kdaj so začeli svoje delo. Začetki Radia Laser segajo v leto 1995, ko so dobili dovoljenje za poskusno oddajanje, aprila 1996 pa tudi uradno dovoljenje. V naslednjem letu bodo tako praznovali 20 let obstoja in delovanja. Kot vsi drugi mediji se tudi Radio Laser nenehno srečuje z mnogimi težavami, z vztrajnim delom in profesionalnim pristopom pa so vse te težave uspešno premagovali. Trenutno so najbolj ponosni na dejstvo, da so lastniško ostali edini pravi koroški radio, saj je vsa njihova konkurenca v lasti večjih komercialnih radijskih postaj iz Ljubljane in Maribora. Podobnim ponudbam trenutno uspešno nasprotujejo. Moto Radia Laser je bil vedno dobro sodelovanje z lokalnimi neprofitnimi organizacijami ter društvi in obveščanju širše javnosti o delovanju le-teh. Leta 2004 so se preselili v prostore na Legnu, kjer prav tako dobro sodelujejo z gasilskim, turističnim in športnim društvom ter seveda z vaško skupnostjo Legen. Krajani Legna so tako z Radijem Laser našli prijatelja, ki je vedno pripravljen na najrazličnejše oblike sodelovanja in pomoči. Za dolgoletno uspešno delo, torej delovanje Radia Laser in za večje prepoznavnost kraja Legen mu svet vaške skupnosti Legen torej podeljuje priznanje. Čestitke.
Tako, zdaj pa se selimo v Šmartno. V Šmartnu imamo letos 3, ki bodo prejeli priznanje. Začeli bomo z damami. In sicer gospa Ana Jeromelj je prva dobitnica priznanja. Gospa Ana Jeromelj že kot mlado dekle s 16 leti prevzela kmetijo, se poročila s Tonetom in z njim zagospodarila z velikimi načrti in na njej sebi ter 4 otrokom zagotovila spodobno življenje. Morala je poprijeti za vsako delo, težko ali lahko. Po več desetletjih odločanja in skrbi za uspešnost kmetije se je odločila prepustiti kmetijo hčerki ter njeni družini. Še vedno s veseljem pomaga na kmetiji, le tiste težke odločitve niso več njena skrb. Svoje sposobnosti, zagnanost, predvsem pa humanost je pokazala v številnih organizacijah in društvih ter kraju, občini in regiji. Prispevala je v razvoj gasilskega društva Šmartno, športnega društva Šmartno, turistično-lepševalnega društva, planinskega društva Slovenj Gradec, organizacije Rdečega križa društva upokojencev Šmartno, društvo invalidov Šmartno in v društvu kmetic Mislinjske doline. V slednjem je nepogrešljiva. Je ena izmed tistih kmetic, ki nikoli, res nikoli ne znajo reči ne morem. Društvo zastopa na raznih prireditvah, največkrat s svojimi kulinaričnimi dobrotami. Njena orehova in pehtranova potica sta znani po vsej Koroški, tja čez mejo tudi, daleč do skandinavskih dežel. Občinske pogostitve so prav tako redko brez njenih dobrot, pa tudi sicer je zelo aktivna. Prejela je številna priznanja na različnih področjih udejstvovanja v gasilstvu, Rdečem križu, srebrna priznanja za orehovo in pehtranovo potico, za jabolčni kis, ter še zlati priznanji za orehovo in pehtranovo potico. Turistično-olepševalno društvo je podelilo priznanje za 10-letno kuhanje Martinove župe ob Martinovih dneh, dobila je priznanje za sodelovanje na izboru za kmetico leta. Pohvali pa se lahko tudi, da je stregla nekdanjemu predsedniku države Danilu Türku ob odprtju razstave domače in umetnostne obrti. Ana Jeromelj ali Matijeva Ančka, kot ji rečemo, obiskuje tudi ostarele v domovih ter jih obdaruje, pomaga pri čiščenju cerkve v Šmartnem, od občine Podvelka pa je letos prejela tudi zlato žlico oziroma prvo mesto na tekmovanju v kuhanju gobove juhe in ajdovih žgancev. Iskrene čestitke Ani za praznovanje. Anica, boste dali malo potice potem? Tako, ste slišali. No, še eno mlado damo imamo, ki bomo izročili priznanje Vaške skupnosti Šmartno. Zelo uspešno, res smo lahko ponosni. Gospodična Janja Garnbret. Gospodična Janja Garnbret je stara komaj 15 let. Z optimističnim pogledom gleda na svet. Rada ima nove izzive, željna je poskusiti nove stvari, obiskati nove kraje in sklepati nova prijateljstva. Plezati je začela leta 2006, ko je bila stara komaj 7 let. Učlanila se je v lokalni klub, kjer je plezala le nekajkrat tedensko za hobi, zabavo in sprostitev. Njene plezalne sposobnosti so s časom napredovale in kmalu je bila želja po treningu vse večja. Že leta 2007 se je prvič udeležila državnega prvenstva. Leta 2008 je začela trenirati v Velenju in se pridružila skupini mladih perspektivnih plezalcev, ki jo je vodil Gorazd Hren. Postopoma se je njeno plezanje izboljšalo. Leta 2009 se je ponovno preizkusila s tekmovanjem na državnem prvenstvu. Rezultati so bili izjemni. Že istega leta je v svoji kategoriji postala državna prvakinja v balvanih in končala na 2. mestu v skupnem seštevku težavnosti. Od tega trenutka dalje so rezultati postajali vse boljši. Postala je državna prvakinja v težavnosti in balvanih v letih 2010, 11, 12, 13. V istih letih pa se je udeležila tudi mednarodnih tekmovanj Arko Rock Junior, kjer je bila 2-krat prva in 1-krat druga.
Na evropskih mladinskih prvenstvih v Švici, Italiji, Imstu ter na Škotskem je dosegla prva mesta. Na svetovnem prvenstvu v tem letu pa je bila na otoku pri Avstraliji edina slovenska tekmovalka v finalu. Dosegla je vrh smeri in tako dobesedno pometla s konkurenco. Med nami je torej nocoj mladinska svetovna prvakinja v športnem plezanju. Ja, iskrene čestitke. Zdaj pa nas čaka še gospod, in sicer gospod Martin Brglez. Gospod Martin Brglez se je rodil leta 1945 na Ptujski gori. Po maturi na učiteljišču v Mariboru leta 1965 se je vpisal na pedagoško akademijo, kjer je leta 1968 diplomiral v smeri matematika-fizika. Poklicno pot je začel na osnovni šoli Videm pri Ptuju in jo kasneje nadaljeval na osnovni šoli v Slovenj Gradcu. Po letu 1978 je prevzel mesto ravnatelja na osnovni šoli Šmartno. Ob delu na različnih vodilnih delovnih mestih in obsežnem, uspešnem in odgovornem pedagoškem delu je gospod Martin Brglez razvijal tudi ljubiteljsko dejavnost. To sta šah in astronomija. Je dobitnik številnih pokalov šahovskih tekmovanj, največ tekmovanj o praznikih vaških skupnosti Šmartno, Legen in Turiška vas. Posebno mesto zavzema astronomija, s katero se ljubiteljsko ukvarja že več desetletij. Ob dolgoletnem opazovanju in proučevanju Lune leta 2011 je založba Didakta izdala knjigo Luna skozi teleskop, ki je nastajala kar 5 let. V knjigi je zbranih več kot 300 avtorskih fotografij in opisanih nad 400 površinskih tvorb na Luni. Martin Brglez v knjigi med drugim predstavi tudi osnovne pojme našega osončja ter zanimivejše značilnosti Lune. Knjiga je prva in do zdaj edina slovenska knjiga o Luni. Uporablja se tudi kot učbenik na pedagoški fakulteti v Mariboru. Knjigo so podarili takratnemu predsedniku države, dr. Danilu Türku, ameriški astronavtki slovenskega rodu, Suniti Williams, učiteljem z Finske, Nemčije, Italije in Turčije in tudi prvemu astronomu z diplomo Univerze v Ljubljani. Gospod Brglez je tudi avtor številnih člankov v reviji Spiki, edini astronomski reviji v Sloveniji. O proučevanju so nastajali v lastni izvedbi tudi astronomski pripomočki, od sestave teleskopa do izgradnje astronomske opazovalnice in mnogih preprostih astronomskih pripomočkov. Posebna zanimivost je sončna ura za učence in vse, ki jih zanima merjenje časa po soncu. Ob vsem je nastala tudi bogata zbirka fotografij v prenosljivem kompletu. Sicer pa je gospod Martin Brglez tudi član Koroškega astronomskega društva Polaris in mentor skupini za astronomijo Univerze 3. življenjskega obdobja, ki deluje v okviru MOCIS-a. Ob nenehnem proučevanju, izobraževanju in raziskovanju je ljubiteljska dejavnost gospoda Brgleza prerasla v strokovno profesionalnost in je velik prispevek k razvoju astronomije v slovenskem in mednarodnem prostoru. Čestitke. Tako, zdaj pa ena skupna fotografija, kakšen posnetek še morda, pa en velik aplavz med tem za vse. Morda želi kdo kaj dodati, kaj povedati od nagrajencev, dobitnikov priznanj? Mogoče gospod Martin? Boste pogledali v zvezde za nas. Prihodnost je blesteča. V imenu vseh, ki smo danes sprejeli tale priznanja, se zahvaljujem prvič za zaupanje. Upam, da nisem komu vzel besede, se jo še lahko ima.
po vsem sodeč najstarejši, ne? In zaradi tega bi lahko imel to pravico. Torej, še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste predlagali, vsem tistim, ki ste sprejemali odločitev. Mi delamo po svojih močeh, ne delamo za priznanja, delamo iz lastnega veselja in iz tega, če boste vsi tako delali z veseljem tisto delo, ki ga morate upravljati, potem boste imeli res lepšo prihodnost. Hvala lepa. Morda kdo od predsednikov kakšno besedo? Presneto, tako radi govorimo, takrat, ko je pa treba, pa ne bi kdo govoril. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu, če druga dva nista. Jaz bi se vsem nagrajencem isto zahvalil za njihovo delo. Enako, kot je rekel gospod Martin, jaz verjamem, tudi vsi ostali ne delate za ta priznanja, ki jih damo. Meni je žal, mogoče bi kdo tudi si ga zaslužil, še kdo drug. Jaz upam, da v 4 letih bomo imeli še možnost vsaj najti druge, tudi tiste, ki še mogoče smo jih zdaj izpustili. Jaz upam, da nam boste pri tem pomagali in seveda še enkrat vsem skupaj lepe čestitke. Vam pa lep večer naprej in vse Martinove dneve do konca. Hvala lepa. No, jaz bi pa vas zdaj povabil eno nadstropje nižje, na eno tako malo zakusko. Tako, vroče nam je danes tukaj, zato je res prav morda, da se gremo in osvežimo. No, slovo še od letošnje osrednje prireditve Martinovih dni. Kot ste slišali predsednika Vaške skupnosti Šmartno, še naprej vas vabijo, da ostanete in da se v nadstropju niže poveselite, poklepetate, kakšno besedico dodate in seveda popijete kakšen kozarček mladega vina. Želim vam prijetno jesen, prijetne Martinovi dni še do konca in seveda vidimo se eno nadstropje niže. Hvala lepa, da ste prišli ob letu Osorej. Sve pokrio je mrak.